Fine, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Dobro jutro ali dober dan, odvisno kdaj nas gledate. Dobrodošli v prvem Fine podcastu. Moje ime je Maja Monroe in moja prva Fine gostja je Ana Delin. Zdravo, Ana. Pozdravljena. Hvala, da si prišla. Hvala za povabilo. Seveda, z največjim veseljem. Ana je vokalistka, torej glasbenica, glasbena pedagoginja, glasbena terapeutka, producentka. Kaj od tega, Ana, je pa tisto, kar je najbolj ti? Torej, kaj je tisto, kaj je? Jaz mislim, da je to petje, ker resnično takrat sem najbolj v stiku sama s sabo, takrat sem najbolj pristna Ana, torej takrat, ko pojem. To je sigurno nekaj, kar najraje počnem. Vse drugo je potem, so ti poklici, učenje, glasbena terapija, ne? Ampak najraje pa zagotovo pojem. Ne? To mi je ful zanimivo, ko sem si malo prebrala o tebi, da v bistvu za glasbo na nek način tudi, se pravi, ne samo poješ kot ti, ampak na nek način tudi osveščaš, izvajaš terapije, delaš z otroki. Torej, kakšno moč ima v bistvu v resnici glasba, no, za tebe? Ja, glasba je eno zelo široko polje, umetniško polje, ki ponuja marsikaj in jaz se mi zdi, da kar precej črpam iz tega, ne. Kot glasbena terapeutka se nekako zavedam, kaj vse ponuja glasba, da dejansko vpliva na naše celotno, recimo psihofizično počutje, tudi recimo na vse težave, probleme si lahko pomagamo z glasbo. In na tak način tudi sama delujem, ne. Jaz tudi, ko učim recimo petje, se zavedam tega vpliva glasbe, ko delam z starejšimi, ko delam recimo z različnimi osebami, ne. In seveda tudi, ko sem sama na odru, se zavedam tega poslanstva glasbe in želim, vedno znova želim predajati to čisto energijo, ki jo ponudi glasba, se pravi, da stopim v stik sama s sabo in enostavno pripovedujem to zgodbo, ki jo neka skladba nosi. Ja. In da lahko recimo poslušalec podoživi iz svojega zornega kota. Se pravi, da se ga na nek način dotakne. To se mi zdi, da je pomembno, da prideš do človeka, ne. Zdaj, ali je to na koncertu, ali je to v nekem glasbeno-terapevtskem procesu, ali je to v nekem pedagoškem procesu, se mi zdi, da je torej nekaj najbolj pomembnega, da se dotakneš človeka, otroka, pač tistega, s katerim delaš, ne, katerim je to namenjeno, ne. Ja, kateremu je glasba namenjena, Ja. ne. To je ful zanimivo meni, no, ker glasba je res eno tako močno orodje, pa od vedno nekako je med nami, ne. V bistvu ljudje že od nekdaj nas glasba spremlja, naš razvoj, naše življenje, ne. Ja. Kdaj si pa ti recimo začutila, da bo glasba tvoje poslanstvo? Kdaj je bila ta točka v tvojem življenju, ko si ta drive, veš, ko razlagaš zdaj, ne, to Ja. kot greš v sebe in začutiš to moč glasbe in zdaj dejansko nekako se celo tvoje življenje vrti okoli glasbe in predajanje tega poslanstva naprej. Res se vse vrti okrog tega, čeprav zanimivo je, ne, da kot otrok v bistvu ti pokažeš en talent, ne. Jaz sem v bistvu že kot majhna punčka konstantno pela, ne, enostavno na vseh piknikih, Ana, daj zapoj nekaj, zapoj. In sem zapela. Potem moj oče me je pri tem zelo spodbujal, tudi doma, Ana, zapoj. In seveda so me vpisali v glasbeno šolo na klavir, in sem začela pač se glasbeno izobraževati. Takrat možnosti učenja petja v neki osnovni šoli sploh ni bilo. Obstajal je samo pevski zbor, na katerega sem hodila, ne. Učiteljica me je tudi izbrala za solo, ne. In potem seveda, ko sem pa šla naprej v srednjo šolo, sem pa prepevala v bendih različnih, ne. Ja. Čisto tako najstniško.
Za študij, zanimivo, se nisem odločila v tisti fazi življenja, da grem prav recimo petje študirati. To je res zanimivo. Ja. Zakaj ne? Ja! Ker recimo skozi te glasba, ne, skozi so te Ja. na nek način potrjevali, Ja. starši so te na nek način tudi ful podpirali, vsa ta tvoja pot je šla čisto glasbeno, ne? Zakaj si se pol odločila za študij pedagogike in teologije, ne? Ja, zakaj? Jaz mislim, da recimo zdaj enih 25 let nazaj ali pa 20 let nazaj je veljalo, da glasba je vseeno nek hobi. Nekaj za zraven, ne? Nekaj za zraven, od tega se ne da živeti, od tega se ne da preživeti. Ali pa živiš zelo težko življenje, dela se po noči, vemo, kdaj so koncerti zvečer, kaj je potem z družinskim življenjem, ne? In seveda moja mama je skozi Logično pritiskala, da moram pač neko fakulteto narediti in tako dalje. In v tistem času bom rekla, pa še danes je, ne moreš verjeti, da je še po tolikih letih jaz pri mojih učenkah opažam isti problem. Študirati glede petja se je dalo takrat samo klasiko. Ne? Klasike pa jaz nisem v tej meri začutila, ne? Pač od nekdaj mi je bilo, ne vem, pop petje v tistem času, ne? Takrat, ko sem jaz bila majhna, se je poslušala Whitney Houston, Mariah Carey, ne? To so bile naše pevke. To je bilo takrat kul, ne? In se ni dalo, recimo, razen tujine, seveda, ampak v tujino je šel redko kdo. To je spet bilo tako malo abstraktno. Takrat čeprav ja. Tebe je potem življenje nekako pripeljalo, ne samo ker v neko tujino, ampak prav v New York, ne? Kar vem, da je za glasbenike ono res nekaj najboljšega, oziroma eno najboljših okolij za razvoj. Ja, jaz mislim, da če ti je namenjeno nekaj, ne, kar je resnično tvoje poslanstvo, v določenem življenjskem obdobju prideš do tistega, ne? Ampak jaz sem recimo v svojih 30-ih šele prišla do tega, ne? Recimo prvič do New Yorka in tam enostavno, ko prideš do določenih let, se res vprašaš, kaj je tisto, kar ti res želiš delati, ne? Čakaj, tu te moram spet prekiniti. Mislim, tvoja zgodba je zelo podobna moji, prav zanimiva. Jaz sem tudi kot pisateljica rekla, da se ne da živeti. Jaz bi pisala, ampak od tega ne moreš živeti in zato bom doštudirala ekonomijo. Kaj si doštudirala celo ekonomijo? No, v glavnem, se ne rečem, da mi ni prišlo prav. Ampak kje je bil tisti, no, če je recimo bil trenutek že v otroštvu, da te je glasba spremljala, kje pa je bil ta tvoj trenutek, ko si rekla, da si se spet srečala sama s sabo in si rekla, veš kaj, preveč me vleče v glasbo, v to noč se bom zares usmerila. Te je samo življenje v to pripeljalo ali si prav imela ta odločitveni pogovor sama s sabo? Recimo, ko sem začela študirati, ne, pa to ni bila, se pravi, glasba, sem takoj začela pogrešati, ne, in sem takoj se vpisala na solo petje, tu na konzervatorij, recimo Maribor, ne, začela hoditi, potem sem tudi iskala najboljšega profesorja in tako dalje. In sem začela, se pravi, se s petjem malo bolj ukvarjati, ne. In potem, ko sem že končala študij, sem spet razmišljala, ali bi recimo šla na akademijo, ne, za petje. In ne vem, potem pa sem našla to glasbeno terapijo, v tistem momentu se mi je zdelo, to je tudi glasba, ne, vokalna terapija me je izredno privlačila. V bistvu si povezala na nek način to, kar se učiš, pa v bistvu glasbo potegnila nazaj v svoje življenje. In se mi je zdelo, da sem na pravi poti. Saj sem bila na pravi poti, nič ne bi spremenila, ne. Ker je to en tak izjemno lep študij, na nek način veliko psihoterapije, recimo, ki je v tistem času tudi meni zelo koristila. Imela sem super kolege, študente, malo nas je bilo, to nas je bilo recimo 10, ne, ampak smo se zelo povezali in ta študij je bil res za celo življenje recimo zelo koristen, ne. No, in potem, ko sem začela delati to glasbeno terapijo, sem pa isti čas že so bili ti začetki recimo te moje skupine Vox Arsane, kjer smo začeli
neobremenjeno, iz veselja, recimo, ne, smo rekli, dajmo nekaj zapeti večglasno, ne. Ja. Našli smo se pač taki skupaj, Ja. ko nam je dogajala glasba, recimo, večglasna, ne, ker to zahteva pač določene veščine, ne. Na začetku smo preproste skladbe delali, ne, potem je pa to šlo vedno bolj težje in na določenem trenutku, ne, smo spoznali to skupino New York Voices, najprej smo šli na njihov koncert in potem so nas oni povabili na njihov masterclass v Ameriko. Nekateri mladi se z jazzom srečajo recimo pri 15 letih, ne, jaz sem se res malo bolj pozno, ampak se mi zdi toliko bolj zavestno, ne, in New York je naredil svoje, ne. Aha, se pravi, to je bila neka prelomnica, ne. Veš, kaj se mi zdi, ne, imaš prav v bistvu, da nekateri prej, nekateri kasneje v življenju, se veš, tisti rek nikoli ni prepozno, spoznaš, da ful drži, ker se mi zdi, da vse pride v tvoje življenje ob pravem času. Vse to, kar si v bistvu ti doživela skozi življenje, tvoje odločitve, tvoje pač vse te poti, so nekako bile potrebne in so del te celotne slike v bistvu danes, ne. Ja, točno tako, za vsako izkušnjo se nekaj novega naučiš in potem je recimo za mene, ko delam različne projekte, ne, imaš vedno več znanja in potem so tudi projekti vedno boljši, ne. In se res počutiš pripravljenega, ko pridejo izzivi, ne. In recimo New York, zdaj sem bila že 3-krat tam, ne, po več mesecev, je vsekakor naredil tisti veliki pečat, ne, ker tam v bistvu vse funkcionira drugače. Tam je takšna odprtost, taki pretok informacij, tam se ti kar eni kanali ustvarjalni odprejo, za katere sploh ne veš, da si jih imel, recimo, ne, everything is possible, ne, recimo, ne, if you make it there, you can make it everywhere, ne, recimo ti reki, ne. Razumem, to inspiracijsko okolje v bistvu je tam, ne. Tako, in ti aktivira ene res stvari, ki jih mogoče v tem okolju Sloveniji, ki je sicer zelo lepa, zelena, varna dežela, super za živeti, res po moje najboljša na celem planetu, ampak za ustvarjalnost pa manjka tega okolja, pa se mi zdi, da človek mora iti malo po svetu, ne, zato da se ti perspektive malo razširijo. Tako, to se mi zdi kar ključno, čeprav v Sloveniji pač nas je pa zdaj kar nekaj že takih ljudi, ki pač res delamo na tem, da bi nekako ustvarili to okolje, kjer bi ljudje lahko bolj svobodno razvijali svojo ustvarjalnost. In vem, da vidva z možem že nekaj let uspešno prirejata tudi zelo velik, znan glasbeni festival Arsana na Ptuju. Drugače imaš tudi sina 9-letnega, ne? Tako da mogoče za konec samo še to, ker tebi se je res nekako vse to povezalo in v družino prepletaš svoje poslanstvo in sicer, mislim, potuješ z tem namenom, nekako si zdaj v bistvu že sigurna na tej poti, ne, bi rekla, da, ne, recimo, če je bilo pred leti to vprašanje, ali bom lahko od tega živela ali ne, ali je to ali ne. Te dileme zagotovo več ni. Jaz v bistvu zdaj vsem mladim polagam na srce, da naj grejo študirati, da naj delajo točno to, kar si želijo, kar sanjajo, in boš potem posledično od tega že dobil plačilo, honorar, denar in boš lahko od tega živel, ne da pa zdaj že grejo kalkulirati, od tega ne bo službe, tu ne bo službe. To se meni zdi katastrofa. Ja, da se delajo zaključki. Točno to. Res je težko, recimo, res je potrebno opraviti to pot, trdo pot, ne, recimo, jaz sem samostojna podjetnica, SP, ne, to ni lahko, ne, vsaki mesec moraš toliko in toliko zaslužiti, da plačaš vse prispevke, ampak imaš pa to svobodo in ki je neprecenljiva, nikoli ne zaspiš, nenehno moraš iti s tokom, z vso tehnologijo, ki gre zelo hitro naprej, ne, ker v nekih večjih sistemih, ne, je to lahko hitro zaspiš, se upočasniš, ne. Te omejuje, tukaj pa dejansko realiziraš svojo pot takšno, kot ti je namenjena. Tako, in kaj se potem dogaja, da se kar neki projekti recimo porajajo sami od sebe, tako kot si me ti recimo našla, poklicala, ne,
Ne? Ja. To je zaradi tega, ker sem bila toliko drzna in sem napisala svojo avtorsko skladbo V tišini, ki jo bom zdaj z velikim veseljem poslala v eter med ljudi. In da sem recimo prišla do svoje avtorske skladbe, to je celo življenje, recimo učenje, spoznavanje same sebe, glasbe, mojih vokalnih sposobnosti, ne? Ampak je en lep občutek, ko zrealiziraš eno stvar od začetka do konca. Ne? In je vsa ta pot je potrebna. Ne? Je potrebna, da v bistvu potem ta nek prelom narediš in res z zaupanjem greš po svoji poti. Hvala, Ana. V bistvu jaz mislim, da sva lepo zaokrožile to bistvo današnjega podcasta, se pravi, da počakamo, da pride pravi trenutek v življenju, oziroma ne čakamo v bistvu, ampak samo dovolimo, da se pravi trenutek zgodi. Se mu tudi prepustimo in ga ulovimo. Tako, zelo lepo si zdaj to povedala. Hvala, da si prišla, torej še enkrat, upam, da si uživala v tem podcastu. Zelo, hvala za povabilo. Z veseljem. Upam, da ste tudi vi uživali v tem našem prvem fajn podcastu, da vas je nekako navdihnil, inspiriral, da vam je dal na nek način tiste drobne namige k temu, kaj je tisto, kako se stvari oprijeti. In če želite še več takšnih inspiracij, če želite biti fajn večkrat, sledite našemu kanalu na YouTubu, obtačlajte se na naša socialna omrežja, povšečkajte, sledite nam kot sledilci na spletni strani in pa bodite fajn, ne? Čau! Čau!